Dobar dan. Dobar dan, dobrodošla, draga fircologa. Evo, zdaj smo pred državnim zborom, bomo šli noter, si ogledali državni zbor, spoznali malo njegovo delovanje in spoznali seveda prvo med enakimi poslanko in predsednico državnega zbora, magistro Urško Klakočar Zupančič. Pejmo. Takole, evo, zdaj pa izvoli. No, vidiš, zdaj pa ni nič piskalo. Hvala. Lepo je tukaj. Ja, zdaj se nahajamo v preddverju velike dvorane in to je tudi prostor, kjer ponavadi predsedniki sprejmejo svoje obiskovalce ob protokolarnih sprejemih, recimo predsednike drugih parlamentov, predsednike drugih vlad, goste, ki pridejo in tukaj naredimo tudi tako imenovani fototermin, ker snemalci in fotografi posnamajo predsednike in mi bomo tudi tukaj počakali na našo predsednico in se boste z njo rokovali. To je sedežni red, tako sedijo poslanke in poslanci v dvorani. In morda, če izbereš enega in klikneš, da vidimo, kaj se zgodi. Bom kar Urško. Aha, predsednico? Ja. No, kar. Dajmo pogledati, ali kaj piše več o tem. Ja. Vidiš, in tukaj imamo napisano, v kateri poslanski skupini je predsednica, kje je bila izvoljena in v katerih delovnih telesih državnega zbora je članica. Kdo sta pa tale dva animirana junaka? To sta pa Miha pa Maja, narisal jih je naš stripar Zoran Smiljanić, ki je tudi narisal ustavo v stripu in jo imamo tudi tukaj predstavljeno. Lansko leto smo jo tudi animirali, se pravi, da ona dva govorita, se premikata. A, to je potem kot strip. Tako, oziroma celo kot risanka. Dobro jutro. Živja. Živja. Postavimo še za fototermin. Aha, takole, eden na to stran. Tako. Super. Kje se pa zdaj nahajamo? Zdaj se pa nahajamo v veliki dvorani državnega zbora. V tej dvorani ponavadi potekajo ta velike seje, mi jim rečemo plenarne seje. Kje pa vi sedite in kakšna je vaša naloga? Jaz pa sedim tamle na najvišjem stolu in moja naloga je vodenje sej državnega zbora. To pomeni, da dajem besedo poslancem in jih tudi opozorim, če začnejo govoriti kaj, kar ni primerno. O, tudi to kladivce je tukaj. Ja, tukaj imam tudi kladivce, to kladivce je že dolgo časa tukaj. Jaz moram sicer priznati, da ga zelo nerada uporabljam, pravzaprav ga sploh še nisem uporabljala. Nekateri pred mano, drugi predsedniki so ga, zato da so delali red. Mene pa zanimivo to kladivce, bi ga lahko uporabljala. Ja, kar izvoli, pa močno udari, da se bo dobro slišalo. Evo, odlično. Jaz mislim, da bi se vsi zdrznili. Kaj so pa teli gumbki? To so pa gumbki, s katerimi poslanke in poslanci glasujejo. Plus pomeni, da glasujejo za nek zakon, sprejem nekega zakona ali pa drugega pravnega akta. Minus pomeni proti, x pa pomeni, da so vzdržani. Da pa lahko glasujejo, potrebujejo pa takole kartico, glasovalno kartico, ki se vtakne noter. Evo, tole je moja kartica. Se takole noter vtakne in ko lučka gori, pomeni, da je aktivirano in takrat se lahko glasuje. Ali lahko vidimo, kako takšna seja deluje? Lahko zaigramo eno takšno sejo. No, zdaj se pa lahko pogovorimo o tem, zakaj je dobro, da se v šoli učimo matematiko. To nam je predlagal poslanec Hugo. Vem, da je poslanec Tine proti. Zdaj pa me zanimajo argumenti obeh. Izvolite, poslanec Hugo, beseda je vaša. No, jaz sem pa za matematiko, ker imam občutek, da nam matematika zelo koristi in da jo itak uporabljamo v vsakdanjem življenju in zato bom glasoval za. Poslanec Tine, vi nam boste, predvidevam, pa povedali argumente, zakaj matematike ne rabimo v osnovnih šolah. Izvolite. Jaz nisem kategorično proti matematiki, ampak mislim, da bi rabili razvrstiti težavnostne stopnje. Tako da tisti, ki ni tako nadarjen v matematiki, se bi lahko znašel v razredu. Hvala za besedo in zato bom jaz danes glasoval proti. 2 glasova sta bila za in 1 proti in ugotavljam, da je zakon sprejet.
kako lepo pisarno imate. Ja, hvala lepa. Pred mano so bili sami moški predsedniki, je bila malenkost drugačna, zdaj, ko sem prišla, pa jaz je pa malo bolj živahna. Kaj pa ta čeveljček dela tukaj? Ja, tale čeveljček pa ni za obut, to je pa kip, ki mi ga je podarila slovenska umetnica Katja Majer. In sicer, ne vem, če sta slišala, verjetno nista, zgodbico o rdečih čevljih. Ko sem bila izvoljena za prvo predsednico Državnega zbora, sem imela obute čevlje z visoko peto rdeče barve. In nekatere je to tako zmotilo, da so potem pisali zgodbice o tem in kaj te čeveljčki simbolizirajo. No, in takrat so se pa nekatere ženske odločile, da bodo v znak solidarnosti in podpore tistim ženskam, ki smo v politiki, obule rdeče čevlje in kar naenkrat je veliko žensk v Sloveniji nosilo rdeče čevlje, po trgovinah jih je zmanjkovalo, menda so jih potem naročali in te čevlji so postali en tak simbol ženske moči. Draga moja poslanca, firpcologa, Tine in Hugo, zdaj bomo pa za konec vsi spili en sok, ker smo bili kar pridni, celo sejo smo naredili, veliko smo se naučili. Izvolita. Na vaše uspešno delo še naprej. Hvala lepa.